vaših vprašanjih, ki ste jih pripravili za naše goste. Pa bi začeli kar s temle. Oba para funkcionirata brez televizije, tudi jaz si v naši družini želim več pogovora in vsaj kakšen večer z ugasnjeno televizijo. Kaj naj naredim, da se mi želja uresniči? Zdaj bi bilo dobro vedeti, ali je to oseba, se pravi, lepša polovica ali močnejša polovica, ne, na WhatsApp. Žena in mama. Žena in mama, aha. Se pravi, kako prepričati moža, ne? Zdaj jaz bi sam toliko povedal, da bova midva čisto poštena, ne. Midva televizijo imava, sam ne plačujeva nobene naročnine, ker ne uporabljava teh programov, ne. Tako pogledava kdaj kakšen tako film. Pa tako da v bistvu sam tisti RTV prispevek samo za radio, ker pač jaz včasih v avtu Ognjišče poslušam. Drugače pa, saj bom, a ne. On je zdaj tako povedal, ne, kot da midva pač imava TV in si tam filme ogledujeva. Midva se odločila, da bo TV samo škatla in bova midva iz interneta dobila kak film in pol prek kabla dala to lepo na televizijo. Tako da v bistvu nimava antene, nimava nič, skratka, ja. Saj sem dobro povedal. Nisem jaz vsega kriv. To je zelo pogost stavek pri nas. No, če skušam odgovoriti na vprašanje, kako bi se jaz recimo, ne vem, če se vživim, da bi si žena moja to želela, jaz pa recimo, jaz lahko rečem, da pri nas doma, ne, je oče kar veliko bil pred televizijo in je tudi mene kot otroka to malo kar dosti motil, ker je bil vedno prisoten, ne, veliko se je govoril o odsotnih očetih, moj oče je bil pa zelo prisoten, pa čustveno ni bil, a ne, je bil pa zelo veliko v televiziji, ne. In tako je težko res priti do moškega, ne, da se ne bo počutil napadenega, ne, ker mi zelo hitro, če želijo te naše lepše polovice kaj predlagati, je tako, da nisem dober naredil ali pa sem nesposoben, ne, tako, ker res ni fajn, če se mi tako počutimo, ker pa se bomo zaprli in ne bo fajn, ne. Tako da ne vem, jaz bi rekel s kakšnim pogovorom, kako pa ti misliš, predvsem pa to iskrenostjo, no, meni vedno pomaga, če Sanja reče, jaz si tako želim, meni bi veliko pomenil, jaz te pogrešam, a ne, če vidim, da je pač res ona v stiski, ne, da sem jaz kriv, pa jaz nesposoben, pa jaz kreten, ne, ampak če ona reče, lej, meni je hudo zaradi tega, a bi mi lahko tle pomagal, pa se to zmeniva, a ne. Je pa pri televiziji se mi zdi res težko, če si predstavljam, midva nisva nikoli imela tako, bova gledala samo do te ure, ampak če bi se tako zmenila, bi po moje bilo to težko se držati, a ne. Če pa pač nimaš pač sploh možnosti, a ne, je pa to veliko boljše, ne. In midva se pol pač tako odločiva, tale film bi bilo pa fajn pogledati, kdaj bova imela čas, sobota zvečer, tole soboto smo pa fraj, pa je to tako, a ne. Drugače, ko sva se midva odločila, da ne bova imela televizije, sva se kle dostikrat skregala. Zato, ker pri nas doma je pa tudi skozi gorela televizija, ampak to ni bilo tako, da bi mi zdaj bežali k televiziji, ampak jaz, ko sem se učila, pač v ozadju je mogel nekaj špilati, ne. In ponovadi sploh nisem gledala, ampak je bila cel dan prižgana in tako, in meni je bilo kar težko, no, ampak kle pač je Jani rekel, da si to zelo želi in sem jaz rekla, v redu, lej, če pač ti misliš, da je to okej, te kle podprem in sva se oba strinjala. Čeprav jaz zelo rada pogledam kdaj tako kaj random programe, ampak pač te možnosti ni. Vidim pa, da zaradi tega se dosti več pogovarjava, ker sva pač prisiljena biti skupaj in ne rabva bežati v kakšne virtualne, no, tako. Ja, midva imamo pravzaprav tudi podobno izkušnjo, kot je Jani rekel, ne, iz otroštva, se pravi, ko so bili najini otroci majhni. Na vseh filmih, ki smo posneli, je zad igrala televizija. In ko smo midva to videla, sva se vprašala, pa dobro, a je nekaj narobe z nami? Niso slišali, kaj se mi pogovarjamo, niso slišali, kaj otroci govorijo, ker je bila, ta glavna je bila televizija. In to nas je izjemno motilo. No in potem, ko smo se odločili, da televizije ne bo več, tudi mi jo nismo vrgli čez okno, smo v bistvu nekaj časa jo nismo imeli, ampak danes jo imamo tako, kot imamo, ne vem,
dramo ali pa opero v Ljubljani, takrat, ko je nekaj dobrega na programu, pogledamo, kaj je to. Ali pa midva Ko pogledamo. vozi Rosi, Ja, a ne? ko vozi Valentino Ja, Rossi, Valentino ali pa Rossi. ko skače Peter Prevc, Ja. ali pa ko je vozila Tina Maze, takrat smo gledali. In In zdaj- to je bilo sveto. In zdaj po novem zelo uživava, ker sva se na delavnicah ljubezni in spoštovanja naučila, da žena mora z možem gledati športne tekme in vožnje motorjev z ramo ob rami. Torej, tiho. Ker jaz sem ga takrat najdla, zraven mene je bil, komi sem čakala, da bom razčistila težave in probleme in To je bil idealen čas, Ja. takrat. No, kaj bi pa midva kot svojo izkušnjo svetovala tistemu, ali pa bi rekla na to temo. Poskus se dogovoriti, katere stvari so pomembne, da jih bomo skupaj pogledali. Če ima možnost, mora biti prilika prava, takrat, ko je voljen, ko je mož voljen, ker mi nismo vedno pripravljeni na take kompromise, ampak takrat, ko je pravo vzdušje, se poskusiti dogovoriti, katere pa so tiste stvari in sprejeti kompromis. Ker potem bo lažje, ker bo tudi on bo spoznal, če je iskren odnos, da so večeri lahko tako bogati in tako lepi ob pogovoru. Ne vem, koliko so stari otroci, ampak če so tudi otroci zraven, ker se vključijo. In to so nepozabni večeri in tudi mož ni kamen, da ne bi tega začutil. Tako da, pravzaprav, tako kot sem rekel, dogovor, katere stvari bomo skupaj pogledali. Je pa pol dobro tudi kaj vnesti v ta čas, se pravi, če nekaj damo stran, da nekaj pozitivnega pride. Jaz vem, da mi je bilo kot moškemu zelo všeč, če je Sanja recimo šla na kakšno košarkarsko tekmo, ko sem bil jaz še trener, sem mulce učil košarko, sem dobil veliko kart tako in pa so šla kdaj tako ali v Stožice ali pa tako in sem jaz pol razlagal, veš, to se zdaj to dogaja in ona se je pač na začetku malo delala, da jo zanima, pa je bilo pa kar všeč, ali pa sem kakšno ekipo tako jaz vodil, pa je prišla na tekmo in mene takrat to zelo veliko pomenilo, da lahko se jaz tudi malo tako pokažem in da me ona v tem spoštuje, prav v tem, kar sta rekla ljubezen in spoštovanje, da dobiš neko potrditev in potem, če to mož dobi, pol ni problem tudi vrniti, zato ker veš, da je tudi tako, mi se velikokrat pol počutimo kot možje, v tem zakonu sem zaradi tega, da ugajam ženi, da govorim da draga. In če pa to malo obrnemo, da ni tako, je pa pol lahko veliko lepše. Hvala za te nasvete. Pa imamo še eno vprašanje za zakonca Dolenc. Če ste se doma ob večerih pogovarjali o pozitivnih stvareh, kdaj pa ste dali prostor bolečim? ja, življenje je zelo lepo, ampak tudi včasih pridejo taki trni. In lepo se je bilo pogovarjati o lepih stvarih, boleče pa stvari, ki so bolele. Ampak moram jaz reči, da midva z možem sva si tlele res toliko različna. On je tako, ko sem se zaljubila van. On se je tako dvignil in jaz sem njem vedno začutila tako lahkotnost in ko so bili problemi, jaz sem bila vedno bolj tiho. In mož je bil vedno tako moder, jaz sem Bogu res hvaležna za ta dar, ki ga imaš, ker si prvič, ko je bil problem, znal poslušati. In je tako povedal, da normalno, da so problemi, ker jaz bi bila kar jokala, mene je to toliko bolelo, jaz sem tako preveč, jaz sem tudi imela kar problem, seveda, ker moža ni bilo, sem se zelo navezala na otroke in sem preveč čustveno to, tako da mož je pa te stvari zelo modro se je soočil s tem in sta otroka dobila, kar se tega tiče, veliko doto. Ja, jaz bi tukaj rekel, sicer so bili tudi, večeri so bili, ko smo se pogovarjali lepo z otroki in so bili prijetni trenutki. Ampak velikokrat oziroma v tistem obdobju, ko sva bila v neki krizi, v nekem primežu, iz katerega se nisva znala izkopati, takrat pa včasih nisva najdla besed, kajti midva sva se pogovarjala
nisva se pa razumela, ker sva govorila različne jezike. In ponavadi sva uredila tako, da ker to je bilo ponavadi v teh osebnih odnosih. Ne. To, kar je bilo z družino ali z otroki, pa s temi stvarmi tukaj ni bilo večjih težav. Ne. Ampak takrat, ko so pa midva med seboj morali razčistiti, so pa velikokrat po noč vstala ob 2, pa so prišla nazaj v dnevno sobo se pogovarjati. Včasih sva zvečer do konca poskušala razrešiti nekaj, ampak midva sva govorila različne jezike, midva se nisva slišala, midva se nisva razumela, midva sva govorila. In to je bilo tako ob večerih kot po dnevi, pravzaprav kadarkoli. Žene imajo pač, oziroma tudi moja je takšna in ni nič drugačna, ni takšna, Bog naredil, da pač želi stvari takoj razčistiti. Ona želi problem, pravzaprav ona želi meni pomagati, da bi dojel problem, da imam jaz problem, a ne? Torej sem jaz problem, jaz pa vidim samo problem, kako bomo ta problem rešili in ga bom razdelil na 5 delov, pa bom rekel, aha, najprej bom tole, pa tole, pa tole, ne, to, kako bomo tebe spremenili. Ker je ti s tvojim problemom, to je ena stvar in moramo zdaj tebe spremeniti, da boš ti tako, kakor bi to moral biti, ker imaš ti, ne vem, težko dihaš, zato ker imaš probleme in zdaj bomo mi te probleme reševali skupaj s teboj. In to so bili, jaz vam povem, to so bili tako težki pogovori, ko sva pravzaprav se trudila in si vzela čas, je pa tako, ko sem začutil, da temperatura narašča, ko se je utrip dvignil, to veste, ne, ko se utrip dvigne na 99 utripov na minuto, takrat je adrenalin zalije in takrat je moški pripravljen ali na boj ali pa na umik. In ker smo mi častni, ker sem jaz spoštoval ženo, nisem jo pa ljubil. In ona tega jezika ni razumela. Sem se jaz umaknil. In jaz sem bil zaprta školka, mislim, lahko je govorila, jaz sem čakal, da bo nevihta minila in potem bomo pa videli, enkrat bomo to. Ona pa skozi bližje, ne. Je rekla, v oči me glej. Marija, kako naj te v oči gledam? Danes jaz vem, da se je želela povezati z menoj, da je želela čutiti, da jo poslušam. Jaz sem pa si mislil, mater vola, kažem ga paznika imam jaz tukaj pri sebi. S kom jaz to živim? A veste, človek se začne spraševati, s kom jaz živim, a je tega uredno, a mi je tega treba? Edino stvar, ki so rekla, ne bomo nikoli omenila, to je ločitev. Tega ni v besednjaku. Ampak to, da aj nama tega treba, to sva pa rekla. Ker nisva najdla poti ven. Midva sva se vrtela v enem začaranem krogu in potem sem šla jaz spet v spovednico in sem povedala, da v bistvu otroka odhajata, hčerka se je že poročila, sin je imel razpadlo zvezo, potem je pa enkrat sred noči slišala, da se tam v sobi pogovarja. Sred noči so rekla, kaj pa z najin sinoma se mu izmešali zdaj ali kaj. In potem so zvedela, da ima Američanko za deklico. Ja, ljuba duša, jaz sem pa toliko bila vzgojena od doma, da fant mora dobiti verno krščansko punco. A zdaj pa jo je v Ameriki najdu. Jaz sem mislila, da bo, pa še midva nisva imela razčiščenih stvari. In jaz sem se toliko pazila, pa velikrat, res sem ga prosila odpuščanja, jaz sem bila toliko krivična in v tem nisem bila potrpežljiva in sem imela res stiske. No in res tam pri frančiškanih, mislim, meni je sam Bog me je poslal ta pravo spovednico, jaz sem dobila lepo številka od patra Miha Sokolovnika, kamor so šla na delavnice. In potem dejansko najin odnos je zbolel, a je tako? Ja. In nisva se znala več pogovarjati. Na silo in ta rešitev so bile delavnice, kjer sva sploh začutila drug drugega, da sva se sploh slišala.
Ja, to, kot sem že prej tudi povedal, ne, to je bila ena od stvari, tako da so bili ti pogovori, so bili kar, bom rekel, ena stalnica, poskušala sva reševati stvari, kakor se je jih dalo. Ker večina ostalih stvari so bile relativno enostavne, ampak ti osebni odnosi, ne, kako se približati, kako imeti kvaliteten zakon, ne kako dolg zakon, ampak kako kvaliteten zakon imeti. Nama ni bilo dovolj samo biti skupaj. Ker oba so pa vedela eno stvar. Ona bi bila meni naredila vse, ona je meni govorila še po 30, po 25, 28 letih, da je vame zaljubljena, sem rekel, pa kaj noriš. To je bilo 6 mesecev po tistem, pol si postala mama in pol bilo tega. Za mene je bilo pol tega, bom rekel, na tist način, ne, konec. Ampak druga stvar je pa, a sem jaz njo spoštoval? Absolutno! Jo ni bilo stvari, ki jo ne bila pripravljena narediti zame pa za družino. In tega človeka ne moreš drugače, kot da ga spoštuješ. Potem, ko se pa dogajajo te stvari, pa rečeš, ajde to nekaj narobi z njim, a je zbolel, ali sem pa jaz zbolel. In potem iščeš, no, in lansko leto, ko smo bila na tem seminarju, smo pravzaprav najdla srž problema. In ga tudi nekako razrešila, ampak ne mislim, da smo ga razrešila, ga razrešujemo, ker nič v življenju, nič v zakonu ni razrešeno, ali pa v odnosih. Konstantno morava delati na tem in se pogovarjati. In ko so se pogovarjala o odnosih izpred 10 let v nedeljo, so se tako skregala, da če ne bi vedela, kako prideva v ta začarani krog, iz katerega težko prideš. Jaz ne vem, kako bi se to končalo, po moje bi bila odpovedala. Jaz mislim, da bi bila odpovedala tole. No, še dobro, da nista. Ko bi rekla, po moje je boljš, da ne greva tam, da se ne bo še tam skregala. Ampak sva uspela obvladati stvari, se pogovoriti in je lepo. Torej, omenila sta, kako pomembna je komunikacija v zakonu, pa prej je bil tudi en zanimiv stavek izrečen, poglej me v oči. Tudi papež Frančišek je zapisal eno dobro misel, pogled, ki drugega ceni, ima velik pomen in skopariti z njim običajno škodi. Pa mogoče še Jani in Sanja, kako pa vidva doživljata te poglede, se dovolj gledata? Ja, kadar je lepo, ni težko, ne? Jaz bi rekel, no, da ima res še zdaj, ne, velika čist napačno predstavo o tem, koliko je dobro biti skupaj, ne. Za mene obstaja 6 delovnih dni in nedelja je za družino, a ne. In ko jaz pač pridem iz Ljubljane, velikokrat je to pozno zvečer, a ne, včasih je že, ne vem, ob 5, ne, včasih je pa tudi ob 8:30, jaz želim še kaj tako narediti, kakšen mail odpisati, pa tako, ne, stvari, ki jih imam, ne. Ona pa itak, a ne, so že tako, kot sta tudi video opisala, ne, so lahko tudi kakšni taki že iz pogleda, ne, vidiš, da ji ni všeč, da sem toliko pozno prišel in pa, da bi se pa zdaj midva lahko pogovarjala, ne, midva pa še nima otrok, tako da se nisva prisiljena, ne, zdaj v družino se vršta, ne, ampak lahko pač sva mirno en mimo drugega, ne, če bi želela. In to bolj je meni zelo težko, ne, tle najdeti pogled, ne. Ko je nedelja, meni ni problema, ne, danes bomo lepo šli k maši, danes se bomo lepo imeli, midva imava tako, kot sva rekla na začetku, te dolge zajtrke, ne, in to uživava in takrat ni problem tega mena, ne, zdaj zase govorim, pogleda dobita, ne. Tako da to je kar tako eno večno vprašanje, ne, ko se pa skregava, ne, ko pa jaz ne čutim, da me ona spoštuje, ne, ko pa jaz se čutim, da ona misli, da sem jaz nesposoben, ne, to je pa pol res ono, a je meni tega treba, ne. Pa saj meni res tega ni treba, ne. Posod druge sem spoštovan, ne, tako vabijo me, da grem tja predavat, vabijo me tja, ne, a tle ti boš pa meni, ne, zdaj. Pa ona tega sploh ne misli, ne, ampak iz enih teh čist tako, da je takrat pogled najdeti, pa res težko, ne. In včasih imava midva prav tako otroško govorico, no, saj Sanja velikokrat reče, če bi naju kdo poslušal, katastrofa, ne, ker prav ono, kot da bi otrok rekel, a me imaš še rada, a ne.
a verjameš, da te imam jaz rad? Ne? Prav ono take, če iz konteksta vzameš, pa če bi tako kdo slišal, kaj se mi dva pogovarjava, bi mislil, te dva sta tako za opolje. Ker res, je prav tako, ne? In jaz to včasih tako 10-krat vprašam, tako, ali pa kdorkoli se pač kuja, in tle ne mora čist tega pogleda najdeti. Sem pa opazil tudi to, da velikrat v teh težkih situacijah si pa, to se včasih dogaja zavestno, včasih pa čist nezavestno, pa pol šele za nazaj izveš, da jaz hočem njo prizadeti, čist sam zaradi tega, da bo vedela, koliko mene boli. Nič tako nisem, da bi zdaj bil hotel biti sovražen do nje, ampak sam zato, da bo vedela, kako se jaz počutam, pol jaz rečem prav tisti stavek, ki bo njo zabolil. In tle seveda to ni iskanje nekega ljubečega pogleda. Tako, včasih traja pač, največ se mi zdi, da je trajalo kakšnih 48 ur, ali pa kaj takega, da sva midva bila tako skregana. To včasih, ko pričujeva Sanja, ali pa tako, ko se tudi midva sama dva pogovarjala, Sanja pravi, midva sva se pa res že tokrat skregala, pa toliko hudo je bilo. Meni se to sploh ne zdi tako hudo, meni se zdi, itak to še pride, boš videla, kakšne krize bodo, tako ona sploh noče nas slišati o tem, je bilo že dosti hudo zdaj. Ok, ni to hudo. Glede tega pogleda, bi sam čistko res, čist na fizični ravni, pač midva, kadar se skregava, je meni zelo pomembno, da če se pogovarjava, da sediva in si gledava v oči. Tako, res, prav, tako, kot ste vidva omenila. In Jan ima pa tako navado, da kadar se midva skregava, se mora on malo spočiti in to zgleda tako, da se on gre uležati na kavč. In to je grozen in pol jaz za njim, in on se ponovadi še pokrije, včasih tudi čez glavo. In tako enostavno on noče gledati in jaz rečem, a me lahko vsaj gledaš, če že ležiš, in on prav zapre oči in ne more. In ker se mi zdi tako, da če se gledaš tako, kadar se res dolgo gledava, tudi ne morava biti dolgo skregana, ker je, prav se pokaže res iz oči ta ljubezen, ker se imaš v resnici rad, ampak te toliko boli in če se ne gledaš, lahko dlje vztrajaš v tem, da ali drugega prizadaneš ali pa da pač imaš eno distanco. Ja, jaz bi tle sam povedal to, sem se zdajle spomnil. Prav eno raziskavo so delali in dejansko, če ti gledaš človeka v oči, tudi če bi se zavestno odločil, da ga zdaj hočeš mahniti po aparatu za govorjenje, to zelo, zelo majhen procent ljudi je to zmožnih. Moraš biti res že malo tako, bi rekel, čustveni invalid, da si sposoben gledati človeka direkt v oči in ga tako udariti. Tako da to je tudi zanimivo, kar papež Frančišek pravi, ta pogled, iskati, kje si. Jaz recimo imam ful velikrat to, kako bi moglo biti. To bi moglo biti tako, pozabim pa to, kje pa sva midva, pa dajva zdaj od tam iskati naprej. Moja ura naznanja, da se večer bliža koncu, čeprav se mi zdi, da smo s pogovorom šele začeli. Pa bi te bogate sogovornike prosila, če tako dajo še en tak neko spodbudo vsem našim poslušalcem. Aha, imamo še vprašanje. Imamo še čas? No, so nam odobrili še malo. Pa jaz, če lahko še rečem, da mene Petrov pogled poživlja. Hvala ti za ta pogled. Ja, jaz to absolutno verjamem, zato ker zdaj vem, kako žene interpretirajo ta pogled in kako ga moški popolnoma drugače interpretiramo. Ko meni ona reče, da ne v oči gledam, to razumem kot nadzorovanje, kot ukazovanje, kot podrejanje. Ona pa to čuti kot povezovanje, kot iskrenost in kot pravzaprav potrditev, da sem tisti trenutek z njo. Ampak tukaj gre za razliko v jezikih, ki jih govori ona iz svoje ljubezni in jaz kot tisti, ki pričakujem spoštovanje. In midva sva določene stvari
razčistila ali pa izboljšala tudi na ta način, da takrat, kadar zmoreva, da preprosto vprašava za želje ali kaj pričakujeva. Jaz se spomnim na začetku, to je bilo mogoče 86. leta, ko sem šel na Dansko in sem jo vprašal, če si želi, da kaj prinesem iz Danske. Boste videli, kakšna je razlika v jeziku. Je rekla, nič mi ne nosi, samo ti prid nazaj. A veste, to je tako, kot ženska reče, da nima nič za obleči. To ne pomeni, da bo šla naga v službo, to pomeni, da nima nič novega za obleči. Ampak če mi direktno prevajamo, je pač to drugače. Ko je meni ona rekla, da ne, nič ne prinesem, jaz sem to razumel, da pač ne bom nič prinesel in tudi nič nisem prinesel. A veste, kakšna napaka? Ona je mislila, da je pač to, ne vem kako naj to interpretiram, ampak ona je mislila, da pač nekaj se pa spodobi, recimo en ringelček ali pa nekaj takega. En ringelček. Ja, tako. Torej, da žene povejte, kaj želite. Povejte tako, kakor bi povedala v trgovini. Ker mi razumemo ta jezik. Mi nič ne šifriramo. In če je to šifrirano, mi napačno razumemo in neumnost naredimo. In pol nam je žal in pol še blebetamo, ko smo že nekaj naredili, ne? In samo še poslabšamo celotno stvar. Ker se opravičujemo. In druga stvar, ki so je uvedla, je, da če le zmoremo to, da ko so stvari postanejo težke, napete ali pa delikatne, ko vidimo, da stvari ne grejo v pravo smer, da če lahko umiriva konje na ta način, da vprašava, ali ti tole, kar zdaj, ali ti to zveni nespoštljivo, ali ti to, kar ti bom zdaj povedal, zveni neljubeče. S tem znižaš ton, s tem se meni utrip spusti in takrat jaz zopet slišim, ker drugače mi bobnič zategne in nič ne slišim. Na ta način poskušava vzpostaviti razumevanje, ne pogovor, ker je premalo. Mi dva vidiva, da pogovor ni bil dovolj. Pogovor je bil v takih situacijah ponavadi izsiljen in jaz sem čakal, takrat bi se udrl, če bi se lahko dol, ampak smo že v pritličju, pa se nisem imel kam udreti, da me ne bi bilo tam. Ker za mene so bile to nepomembne stvari, pa vračanje nazaj, razčiščevanje istih stvari ponovno in ponovno in ponovno. Ona je iskala stik, ona je iskala potrditev ljubezni. In danes, ko to vem, meni danes to ni težko narediti. Danes, ko ona meni reče, jaz te potrebujem za 10 minut. A veste, s kakšnim veseljem se jaz tu sedem dol. In večinokrat je pravzaprav dovolj 10 minut ali pa pol ure. Ona je bila vedno prepričana, ker so doma imeli tudi tako navado, da so se veliko pogovarjali, pa veliko kregali tudi. Jaz te navade nisem imel. In jaz sem jo prepričal, da pravzaprav ni pomembno, koliko časa sva skupaj, recimo, ko da sva eden zraven drugega, ampak da je pomembno, kako midva izkoristiva ta čas, koliko je ta čas kvaliteten. A sva takrat pri stvari in a sva odprta za poslušanje in za razumevanje. In ko sva do tega spoznanja prišla, da se lahko to vprašava, da jaz razumem, da ko ona meni to reče, da je to pravzaprav, da se je njen rezervoar spraznil. A veste, s kakšnim veseljem se usedem? Ga ni dneva, ki bi imel ne vem koliko dela, da se ne bi usedel, si vzel čas in jo poslušal. In velikokrat, in danes vem, da ko ima ona meni nekaj zapovedati, ona meni ni prišla po nasvet vprašati, ker jaz sem takoj vedel, kako bi to razrešil. Popredalčkamo in to rešujemo takole, tako. Se pravi, analiziramo, najdemo rešitve in zadeva je končana. Ne. Ona je želela, da jo poslušam in da sem tiho. In možje, poslušajte jih včasih samo in nič ne rešite. Tudi, če se delate, da jo poslušate, ampak pustite ji, da govori, da pove in pri tem jo gledajte v oči. Tudi če je težko, in včasih je težko, ker se ti zavrtijo v možganih kakšne druge misli, odplavaš malo.
To tako je to v življenju. Trudiš se pa, da bi bil zraven, a ne? Res se potrudiš, čas nameniš njej. Kako, kaj? Aha, kaj je popravljala tašča? Mal smetance je ulila, pa mal putrčka, pa mal zaseke je dodala. Tako. Da je bilo boljše. Ja, jaz bi pa tako rekla, da sva midva v najnem odnosu tudi z moje strani, ko si rekel, da sem ti stopila na cel za zraka, ne? Ko mi je dihal, jaz sem ga videla, ampak to takrat, kadar sem mu stvari očitala, da nekaj ni naredil, da to ni dobro, naprimer, da je sin ima kakšne čudne stvari, ker se on ni z njim tako pogovoril. Da pa diskretno vadila ni zamenjena. Ja, kako določene, da ga ne obtožujem, da ga ne krivim in da tudi tako na ta način lažje dihaš. Ja. Da ne stojim več na cevi za zrak. Jaz tako nimam nobenega pametnega nasveta za druge pare, no. Jaz lahko sam povem, kaj tako pri nama deluje. In pri nama je tako res, vedno najdeva stik, se poveževa takrat, ko sva iskrena. Ampak ne iskrena na način, da mu jaz povem, kakšen je on, pa kaj mora on, pa kaj vse pri njemu narobe, ampak da mu jaz povem, kako se jaz počutim, kaj jaz mislim, kaj jaz doživljam, no. In tako, pri nama to deluje. Zdaj imamo že ta krog, da. Ja. Aha. Ja, jaz tudi ne bi, kar vem je to, da mi velikrat tako kdo reče, kako, mikrofon nade, me slišite? Delaš, slišite. Velikrat kdo reče, a ne, jaz bi pa rad, da bi moj zakonec to, a ne, jaz bi pa rad, da bi midva skupaj to. Jaz sem recimo želel, da bi se midva Sanjo več kaj gibala, da bi šla tako kam ven, a ne, na kakšne hribe pa to, a ne. In pol je bilo, hvala Bogu, v zakonski skupini smo imeli neke naloge in sem jaz pol rekel, da pa jaz bom pač tisto nalogo tako izpolnil, da bom pač Sanjo peljal na Nanos, ne. In to, a ne, to je bilo tako, kakor obljuba, zakaj se bom trudil v zakonu, a ne, tisti mesec, ne. In moja obljuba je, Sanjo bom peljal na Nanos, ne. In Sanja cela vesela, tako pogleda, kaj si pa ti napisal, ne? In je videla tam, Sanjo bom peljal na Nanos in ona tako meni, ampak to moraš nekaj za najin odnos, ne? A ne, tako, ona sploh ni mislila, da je to kaj pametnega, ki bi nama v odnosu prav prišlo, a ne. In to so bila že, a ne, pritoževanja prej, a ne, kaj bomo tja gor rinali, ne, kaj nam teba treba, ne, in tudi prvih 100 metrov, ne, in jaz sem pa skozi govoril, boš videla, kaj ti bo všeč, a ne. In sem res to verjel, da je bo všeč, a ne, ker to, ki jo pa tudi poznam. In prvih 100 metrov ali pa še malo več, a ne, tudi ona tako, jaz sploh ne bom gor prišla, a ne, in tako naprej. In potem, a ne, sva vseeno prišla, a ne, sicer je bila tako zelo megla, jaz sem pol tako, ker že držal cel malo padca, malo bok, pa daj malo vremena zrihte in res tako v hipu, a ne, tako res, ker smo prav videli une oblake, ki se premikajo, pa tako megla, ki jo vidiš, kako gre, a ne. Se je tako, da smo imeli tudi pol malo razgleda in pol ona cela navdušena, ne, se je že razglasila za alpinistko, ne, tako v hecu, ne. In zdaj je že brat Matej Nastran jo je že naučil, ne, kaj je to, kaj je vertikalna sondaža, ne, sondaža, ja. In zdaj mi vsako jutro pove, na koliko metrih je megla in kje ni in kam bova šla naslednji mesec na hrib in tako, a ne. Hočem to povedati, a ne, na tem primeru, da v odnosih lahko sam sebe spreminjamo, ne. In zdaj, jaz lahko jamram, da Sanjo ne greva nič v hribe, ampak če jaz ne grem, pol tudi jaz ne grem, a ne, tako. Če pa ti rečeš, ok, bom pa jaz organiziral, a ne, pa bom to, pa to, pa to, pa bom povabil, a ne, bo pa pač ta drug, veliko možnosti je, a ne, se hitro pridružil, pa bo tudi to naredil, a ne. Mislim, da ste že dodala zelo lepe spodbude, tako da res hvala lepa vsem štirim, Jani, Sanja, Štefka in Peter, za vaše iskreno in tako zelo sproščeno in nagovarjajoče pričevanje